Pozdravljeni. Mnogi navdušenci se upravičeno sprašujejo, kam je izginila vsa prednost, ki jo je imel Oskar Piastri. Marsikdo se upravičeno sprašuje, kam je izginila vsa prednost, ki jo je imel Oskar Piastri. Verjamem, da ste zasledili v mnogih virih, kako je imel po veliki nagradi Nizozemske kar 34 točk prednosti pred Landom Norrisom. In sedaj zaostaja za en. Od takrat pa do tega trenutka smo imeli 5 dirkaških vikendov. Ampak sam menim, da nam viri kažejo rahlo izkrivljeno podobo. Namreč marsikdaj se pozabi, da je imel Oskar Piastri na veliki nagradi Nizozemske ogromno sreče. Dirko je zmagal. In to do tega trenutka je njegova zadnja zmaga v Formuli 1. Ampak kar je še bolj pomembno. Lando Norris je zaradi tehnične težave odstopil. Torej se je razlika med Piastrijem in Norrisom v tisti dirki enostavno povečala za 25 točk, kar je ogromno. Če bi situacijo pogledali pred veliko nagrado Nizozemske, bi takoj opazili, da je slika bila drugačna. Le 9 točk razlike. In če sedaj sprejmemo, da je imel Piastri na progi v Zandvoortu nekoliko sreče, kaj se je dogajalo na naslednjih dirkah? Najprej na veliki nagradi Italije. Tam se lahko spomnimo, kako fantastičen je bil Max Verstappen. Ampak pri McLarenu so malce kontroverzno uporabili moštvene ukaze. Namreč Piastri je moral odstopiti mesto Norrisu, ker so mehaniki bili malce preveč počasni. Tako da je Lando končal kot drugi, Oskar pa kot tretji. In razlika med njima se je zmanjšala za 3 točke. Nato je sledila velika nagrada Azerbajdžana. In to smo prvič videli, kako na kvalifikacijah je Oskar Piastri začel kazati prve znake šibkosti. In na sami dirki, praktično v prvem krogu, je odstopil. In to je zopet, bi lahko dejali, imel precej sreče, namreč Lando Norris ni bil boljši kot 7., kar je pomenilo, da se je njegova prednost zmanjšala za 6 točk, kar je, če pogledamo malce širše, res dober rezultat. S tem, ko je odstopil, je v bistvu Piastri izgubil samo 6 točk, kar je praktično res dober obet za naprej, ampak njegova prednost je kopnela tudi v nadaljnjih dirkah za veliko nagrado. Že na veliki nagradi Singapurja, kjer se je zopet zgodila rahlo kontroverzna epizoda. Takoj na začetku je Lando Norris poizkušal z izjemno drznim manevrom odrinil praktično Oskarja Piastrija v stran in dirko končal na 3. mestu, njegov moštveni kolega na 4., kar pomeni, da se je razlika med njima zopet znižala, le da tokrat samo za 3 točke. In tu bi lahko razpravljali, kako so pri McLarenu začeli interpretirati svoja papaja pravila, ampak ne bomo izgubljali časa s tem. Na vrsto je prišla velika nagrada Združenih držav Amerike, kjer je
Piastri po svoje vrnil uslugo Norrisu. Le da tokrat na sprint. Izjemno drzen manever. Malce podoben onemu, ki smo ga videli v Singapurju, le da je bil tokrat rezultat drugačen. Oba sta odstopila. Ampak nič zato, šlo je le za sprint. Na dirki za veliko nagrado je bil Lando Norris drugi in razlika 8 točk. Dogodki iz velike nagrade Mehike so verjetno še dovolj sveži v spominu nas navdušencev. Videli smo relativno porazne kvalifikacije za Oskarja Piastrija, še posebej, če primerjamo njegov čas s tistim, ki ga je postavil Lando Norris. Namreč Lando Norris je bil najboljši, najhitrejši in je zaradi tega tudi imel najboljše izhodišče. In jasno je, da na progi, kot je ista posvečena obema bratoma Rodriguez, je lahko sam Norris z lahkoto prišel do zmage. Piastri se je pa s težavo povzpel tja do 5. mesta. In razlika je bila tista, ki je Piastrija spravila v položaj, da je sedaj začel zaostajati za 1 točko v primerjavi s svojim moškim kolegom. In tu se lahko sedaj začnemo razmišljati, kaj lahko pričakujemo še na nadaljnjih 4 dirkah za veliko nagrado in 2 sprintih. Za razliko od onega, kar si lahko želi Max Verstappen, Oskarju Piastriju ni potrebno imeti zunanje pomoči. Seveda paziti mora, da ne bo odstopil, kar je nekako logično, ampak ne rabi nekoga tretjega, da bi se vsilil med njega in Norrisa. Če mu to uspe, je seveda dobrodošlo, ni pa nujno. Dirke mora zaključiti pred svojim angleškim moštvenim kolegom in to je dovolj. In seveda tista točka razlike pri tolikih, ki so še na razpolago, je v bistvu minimalna. Mnogi so seveda svoje teorije bazirali na razliki, ki je prišla na dan po veliki nagradi Nizozemske, prvi po poletnem premoru. Ampak lahko bi dejali, tam je imel Oskar Piastri srečo, potem v nadaljnjih dirkaških vikendih mu jo je malenkost zmanjkalo. In sedaj se lahko začnemo upravičeno spraševati, ali se bo ta trend morda celo obrnil, ali bo zopet Piastri tisti, ki bo dobil več točk, zato ker se bodo drugim dogajale večje ali pa manjše težave. Vprašanje, ki se je verjetno pojavilo marsikateremu navdušencu, zakaj pri McLarenu so toliko naporov usmerili v to, da je Lando Norris prišel praktično v štiric z Oskarjem Piastrijem. Kot sem povedal, sedaj vodi samo z prednostjo 1 točke. Po svoje bi lahko dejali, da so hoteli popraviti neko krivico, ki se je zgodila prav s tistim odstopom na veliki nagradi Nizozemske, kjer je seveda prišlo do tehnične okvare, za katero Lando Norris ni bil kriv. Ampak po drugi strani, če se spomnimo, na primer velike nagrade Kanade, kjer se tudi Lando Norrisu ni zgodilo nič, kljub temu, da je napravil očitno vozniško napako, ima lahko ta teorija dokaj majave noge. A možno je, da imajo pri ekipi McLaren svoje preference. Za enkrat uradno še niso objavili, kdo je njihov prvi in kdo je njihov drugi voznik. Še zmeraj sta Norris in Piastri favorita za končno zmago, ampak zanimivo bo videti, kaj se bo dogajalo. Seveda, sedaj začneta oba praktično iz nič. Tista
točka razlike, kot sem že tolikokrat povedal, je res zanemarljiva. A videli bomo seveda v prihodnosti, kaj se bo zgodilo. Možnosti Maxa Verstappena so seveda omejene bolj z dvema faktorjema. Prvič je Max tisti, ki mora doseči rezultat, drugič bi bilo izjemno ugodno zanj, če bi Piastri in Norris na primer odstopila, ali pa če bi kdo drug prišel med Maxa in seveda oba voznika McLarena in ju tako potiskal nazaj. Če ste bili pozorni pri analizi, ste verjetno opazili, da tudi v trenutku, ko Lando Norris je na cilj prišel pred Oskarjem Piastrijem, ker Norris ni zmagoval, so bile razlike v točkah res zanemarljive. Le na veliki nagradi Mehike se je zadeva spremenila. In tu je seveda treba poudariti, da sistem točkovanja v Formuli 1 je rahlo čuden. Namreč razlika med prvim in drugim mestom je ogromna v primerjavi s tistim, kar je razlika med drugim in tretjim, tretjim in četrtim, petim in šestim ter tako naprej. Ampak, kot sem že mnogokrat dejal, tudi to je Formula 1. Za danes bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.